Hej, oziroma Kiora. Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Naslednjih nekaj vlogov bo zelo avanturističnih, saj se odpravljava na road trip po južnem otoku Nove Zelandije. Pogledali si bomo skrajni jug južnega otoka, nato se odpravljava v slavni Milford Sound in pa na zahodno obalo. V tem vlogu te bova popeljala na južni del. Po delu v češnjah je sledilo raziskovanje tako imenovane regije Southland. Prva vožnja dopusta naju je pripeljala do območja Catlins, bolj natančno do Kaka Pointa, z izjemno piščejno plažo in valovi, ki privabljajo navdušence surfanja iz vseh okoliških krajev. Ampak najina vožnja na tej ikolični obali je bila s posebnim namenom. Odpravila sva se namreč gledat kraj, ki na svoji 20-minutni poti skriva morske leve, prečudovito naravo, pingvine in se konča s svetilnikom s 360-stopinskim razgledom na prav posebne erodirane otočke. Prišla sva do najbolj ikonične stvari klele na jugu in sicer The Nugget Point. Ime je dobil po tehle otočkih, se pravi nuggets oziroma po slovensko kepice, oziroma če hočete izgledajo kaj eni uni maknakci. Pač taka smešna primerjava. Je pa zelo lepo, ker imate na koncu v bistvu svetilnik in do njega se bova zdaj sprehodila. Je pa tukaj cel kup tudi enih, se pravi živali, lahko srečate tjulne, fur seal in pa pingvine s temi rumenimi očesi. Čistih svetilnikov se sicer ne da, je zagrajen, je pa na koncu ena taka platformica, narejena en tak balkonček, ki imaš res lep pogled potem na same nuggetse dol. Še ena zanimiva stvar je, koliko velika morska trava je tle, pač bo sam noro. Mislim, dobro, no, lahko so tudi alge, ne vem. Noro. No, danes prenočišče malo drugače. Middle of nowhere. Sredi ničesar, midva, pa in kup ene pokrajine, pa predvsem, dobro, tle jih ni več ovce. Malo sva se upgradala v zadnjem času in sva kupila dog pass, se pravi neko pač vstopenco za Department of Conservation. tako enoletno članarino za pač kempe in ta kemp tukaj na koncu sva rezervirala. Nisva še prepričana, če kle na koncu sploh je kakšen kemp. Še najboljša fora je, da ta stvar je legit za plačati. Do nje pa vod približno 7 km takele potke. Niso čist prepričana, zakaj dog dela te kempe v božji materi, ampak so pa več ali manj vredni že samo zaradi razgledov. Ampak ne pričakovati kakšnih telefonskih signalov in podobnih stvari na takih lokacijah. Do kempa so sicer prišla, ampak za malo nesreče. Kaj pa počneš, Punč? Malo sva zarila v blat, pa ne moreš se tako sram avtom košla se. Pač. Kaj pa s tole veliko kravo zariješ v blat, je pa ni luštam ven spraviti. Nas je bilo 7 decev, da smo tole porinili ven iz blata. Za las je šlo. Ampak razgled je pa lep. Čeprav je vse razmočen. Ja, zdaj sem pa naredil. Ja, skoraj si spucil. Ja, nesreča res nikoli ne počiva. Ampak dokler so taki fletni problemi in ni ogrožena kvaliteta tvojega lajfa, je vse v redu. Izredno zadovoljna sva, da nama zdravje trenutno res služi in da lahko uživava v vseh teh avanturah. Kajti poznava ljudi in vrstnike, katerim se je life dobesedno obrnil na glavo po hudih nezgodah. V glavi imam še vedno zgodbo fanta, ki je šel samo malo na kolo
pa je naletel na obesnega voznika, ki je šel prehitevati na nevarnem odseku ceste in ga je spravil za lep čas v Sočo. Zato res polagava čisto vsem na srce, da ne podcenjujete dobrega nezgodnega zavarovanja. Najni živci so veliko bolj mirni, odkar veva, da najin partner Triglav ponuja life, življenjsko in nezgodno zavarovanje. Ampak o tem malenkost kasneje. No, tlele sicer voda ni pitna, mislim, če jo prekuhaš, je pitna. Sam to je meni še zmeraj malo vprašljivo, a ne? Tako gremo na sonce, bo bolj vidno. Ja, se vidi že kle. A se že tle vidi. Ja. Taka lepa voda, kdo jo ne pil? Mislim, sej drugače je voda na Novi Zelandiji res ful dobra, nimava pripomb, sam pač zdajle smo res bogu za hrbtom. Ne, to je nekaj druga. V tej vodi je mikrozlato, zato je pa rumena. Ja, zlati delci, valjda. No, nisva se hecala. Tale kemp je $10 na noč na osebo, ampak ja, midva sva ponosna člana doka, tako da imava zastonj. Popoldan je hitro minil z malo kopanja in metanjem v valove, večer pa je popestrila dobra serija. Naslednji dan pa ena zelo novozelandska stvar. Te normalne stvari tukaj na Novi Zelandiji, ovce čez celo cesto in zdaj voza za ovcem. Še dobro, da ima ovčarje, da jih malo usmerja. Noro. In to sred ceste, s tem, da folk gre nasprot za avti. Jep. Grem stav, da tega le niste vedeli. Nova Zelandija ima več ovc kot pa prebivalcev, namreč 5-krat več ovc. Prebivalcev je 5 milijonov, medtem ko je ovc kar 25 milijonov. Imajo pa skoraj 6 milijonov krav. Tako da v bistvu, oh my god, koliko piha! Na Novi Zelandiji res vidiš poln takole pašnikov z ovcami, s kravami. Čist noro. V bistvu povprečno gledano ima vsak Novozelandčan 5 ovc. So pa načeloma ovce in krave in vse to njihov glavni eksport, se pravi produkt, ki ga dajejo v svet. Izvozni produkt. Izvozni produkt, to je pa tudi zanimiva stvar za vedeti. No pa preden kdo reče, da je to čist nemogoče, kako tlele pa to ovc? Vse bele pike, ki jih vidite po celemu temu gori tlele gor, to so ovce. A štekaš, pa ne samo te tleje, še tam gor, kar je, to je noro. Človek se ne heca, to bolj, kad gledaš, več jih vidiš. To je crazy. Zaradi tega, ker imam občutek, da bolj, ko greva južno, bolj je nasilno tole vreme in narava do naju. Ja, tole nav lušta, ampak greva čim bližje Antarktike. Čim bližje, skoraj se vam takole dotakne. Skoraj. S prstom ne zanimljiv. Situacija rožnata je. Kaj mi je tega treba? Ja, greš na najbolj južno točko, bod vesela. Pa ta veter piha direkt z Antarktike. Poletje je pa je. Klicanje Pinkota ti nam pomagal. Pinko moj, kje si Pinko? Oh my god, to ni prijetno. Kaj te pa toliko za našo Ponč?
je DJI mikrofon. Odlična stvar za zajemanje bogatega zvoka najinega govorjenja in z izjemno sposobnostjo izolacije zvoka od okolice. Ta veter, ki ga slišite v zadju, to ga niti ne zmoti. Ampak en dober nasvet, ko se spravljate uporabljati take super tehnološke pripomočke. Probajte jih pržgati pred uporabo, da bojo te dejansko delovale. Ja, dejansko je bil Alex bedak, pa ga je pozabil vklopati, se upravičujem. In ja, tudi zajet zvok je samo direktno iz mikrofona kamere, ki je pa obupen. Ker je dotičen zvok zaradi premočnega vetra neuporaben, bom samo skozi voiceover skušal povzeti, kaj so tukaj govorila, ker iskreno še samega sebe ful težko slišim, pa vem, kva sem govoril, tako da na približno nekaj bo. Hvala za razumevanje. Slow Point se tako nahaja le slabih 5000 km stran od južnega pola, kar za seboj potegne kar nekaj posledic. Prva od teh je sigurno vpliv na vreme na južnem otoku, ki se zaradi nenadnih sunkov arktičnega vetra iz juga lahko drastično spremenjuje v toku nekaj ur. Druga omembe vredna stvar pa je dejstvo, da je Nova Zelandija ena od 4 in edinih držav, iz katerih potekajo ekspedicije na Antarktiko. No, saj ti tole vse pove, ne? Na Slow Pointu se tako niso prav dolgo zadržvala in so hitro šla nazaj v Binkota. Za začetek so pojedla eno juho, da so se ogrela, potem pa sva krenila v zaledje mesta Invercargill, ki si ga bomo ogledali v naslednjem vlogu. Na tem mestu bi se še enkrat ozrla nazaj na live življenjsko in nezgodno zavarovanje od Triglava za mlade. Nočem vam nič prodajati, ampak res zgolj predati neko dobronamerno informacijo, predvsem vam, mladim. Kliknite spodaj na povezavo v opisu videa in si preberite več o tem, kako lahko za manj kot 5 € na mesec poskrbite za svoj brezskrben life. Če se pa že odloča za nakup, naj ti pa malo pomagava, uporab tole kodo, ki ti prinese kar 10% popusta. Sva pa v bližini najinega prenočišča naletela na prav posebnega gosta. Spoznajte Kereruja. Kereru je prvi tipičen novozelandski ptič na najinem kanalu. Poleg fantaila, ki sva ga v enem vlogu samo na hitro pokazala, nič pa kaj preveč povedala o njem. Kereru je največji golob na zemlji, v višino meri kar 51 cm in tehta tudi do 700 gramov. Glede na svojo težo ima pri vzletanju malenkost težav, kar pa sproducira zelo specifičen zvok. Prisluhnimo. Njegova najpomembnejša vloga v naravi je kot posejevalec dreves, ampak to je že tematika za drug vlog. V Queenstownu se bomo namreč odpravili na obisk rezervata kivijev, kjer bomo videli tudi najbolj znane ptiče Nove Zelandije, od navihane keje, glasnega tuja do seveda slavnega kivija. Da je se ti premaknil tamle gor. Midva tle skozi kao, tih mora biti. Sam ne gane. Ne gane njega. Ona ga je hotla ga je preplašiti za čiv. To je njemu domači jezik, ljubica. Miau. Ne gane ga. Ne, on dol pogleda. Boli njega k. Kaj je bilo? Zdaj mi šparit pokazal. Dej vzlet. Ko je smotan. Dej vzlet. Ko je velik peštoras. In ko smo ravno pri novozelandskih ptičih, kaj jih dela tako posebne? Zato se moramo vrniti v preteklost, bolj natančno 80 milijonov let nazaj, ko se je novozelandska tektonska plošča odcepila in postala čisto izolirana. To pomeni, da so se vsa živa bitja od dreves do ptic razvijala povsem neodvisno od ostalega sveta.
Če temu dodamo še dejstvo, da na otoku ni bilo nobenih sesalcev, ki bi plenile ptice, je Nova Zelandija postala dobesedno raj za ptiče. Veliko ptic je tako izgubilo sposobnost za letenje, saj jim ni bilo treba skrbeti za varnost pred plenilci. In ker je evolucija taka zanimiva pošast, so ptiči tako zavzeli vse možne oblike, ki bi jih normalno zavzeli sesalci. Od preproste miši do žirafi podobnih ptičev imenovanih moa, ki so glodale liste iz tudi do 4 metrov visokih dreves. Vsaj 8 različnih vrst moje je živelo v regiji Southlanda, kjer se trenutno nahajamo, danes pa je njihov najbližji sorodnik kiwi. Moje so namreč izumrle. Po 80 milijonih letih smo ljudje prispeli na otok, sprva Maori, potem Evropejci. V 700 letih smo uspeli z mačehovskim ravnanjem iztrebiti 32% vseh novozelandskih ptic in nadaljnjim 500 rastlinam in živalskim vrstam grozi izumrtje, če se stvari ne spremenijo. Tuatara, Peripatus, Pika Taupoto, the short-tailed bat. Peikonei hoki te pāteke, te kōkopu, te tūturi whatu te titi. We have precious kaka, kiwi, kakariki, hihi, kauri, and tākehi. We have whakahau, sea lions, The most species of penguins in the world. and tohora. Many of these taonga are in serious trouble. Some are threatened with extinction. We are Kaitiaki. Toliko za današnji vlog. Upava, da ste se predvsem kaj novega naučili in nasmejali najinim prigodam. Naslednjič pa vas peljeva v 3 najbolj zanimiva mesta Southlanda: Invercargill, Bluff in Riverton. Ne uide nam pa tudi 3. največji otok Nove Zelandije, Stewart Island. Do takrat pa, kakite ano!